greš sam tako pička ti materina, ko si prifuken ali koga ti je, da ti jebe materinu se po spisku. Dobro jutro, dober dan. Grozen dan je za mano. Včeraj, ko sem prišel, sem pogruntal, da imam to torbico, ki tle nosim za pasom, ki imam noter denar, pasuš vse, da je čist mokra, z močilom je pasuš, denar, vse. Bil sem čist premražen, da sem se tresel. Bil sem prepričan, da bom zbolel. No, hvala Bogu nisem. Tako da ni bil glih najboljši dan. Upajmo, da bo danes boljši, da bo tudi kaj bolj toplo. No, zdaj sem tukaj pred svojim hotelom. Zdaj grem nekam na zajtrk. Bom še videl, kako se malo sprehodim. Drugače pa, vejte, takoj zjutraj me je groza bila, ker sem tamle motorček parkiral, pa ga ni bilo več. No, pol pogledam, pa ga hvala Bogu tamle vidim. Zdaj bom pa nekaj pozajtrkoval. Ne vem sicer še kje, da je tudi kao pri nas imajo, sem ni nič videl, da bi kaj se dogajalo. Tlele zgleda še en hotelček. Jejo, ker jaz tlele, vidite, tlele zunaj ne imajo nekateri za jaz. Tudi naš hotel tamle 68 je. Mi na misel ne pride, da zjutraj jem. Tako da moram nekaj pametnega najdeti. Ker me zebe, ne, premalo imam za obelčiti. Se me spet zeblo. A bi šel kaj kupiti za obelčiti, ali kaj, ali bo kakšen sonce posijal. Sploh ne vem, kva ne naredim, ne. Sem jaz na ene stvari se tako slabo pripravim, da je to kar groza. Pa me nič ne izuči, pa ne izuči. Enkrat me menda bo. No, drugače pa lepo, zanimivo. Dobar, ura je šele 7, tako da če mene 8 bom šel, ja, do 8 se ne bo glih segrelo. Neč bom videl, najprej nekaj pojesti. Še nekaj, da vam povem. Včeraj sploh nisem pol nič šel na večerjo, niti ne na kosilo. Čeprav, ko sem prišel, sem bil lačen, sem komaj čakal, da bom šel jest. Pol je pa tam res me zalaufal, sem šel pa v poslo, kot Odeja, sem pa rekel, nič, zakaj pa šel jaz večerjati, saj imam rezerve na sebi, kakor češ, tako da nisem šel na večerjo in fino in zanimivo. Tu zdaj zajtrk nisem nekaj fulačen. Ko pa se bašem in bašem, ne, če se pa včeraj zvečer nažrl, mi je bil pa zdaj spet lačen menda, ne. Tako da, ja, preveč jaz pojem, tako da čistič narobe, če kakšen obrok spustim. Iščem restauracije pa vse posod od zunaj, ali pa lejte takole, kot tamle noter, ne, ampak čisto odprto, kar je isto kot zunaj. Tako da, ali pa no, tlele pa čist na prostem. Tako da, mi je samo važno, da je noter, pa tudi, če bo mečkan slabše. Tale mi izgleda, da bi lahko bilo mečkan bolj toplo noter, tako da pojmo pogledat.
Da se bom malo pogrul, sem naročil tole juho z rezanci in rižem z zelenjavo, pa en topel čaj, ki so mi dali še feferončke. Drugače, kar se pa toplote tiče, je pa čisto isto kot zunaj, tako da nisem nič pametnega naredil, ko sem noter šel. Čist malo, ampak res čist malo feferončkov sem dal noter. In zdajle, zgleda sem enega pojel, čist me je prepucalo dihalne poti. Moram kar malo dihati. Ne moreš verjeti. En takle majhen košček te čist zjebe. Tole je bil vrhunski zajtrk. Pa še zdrav povrh. Pa shujšal bom, je bil kaloričen. Za putiko mojo dober, nič slabega. Koštal je pa manj kot 2 evra. Pa res bilo okusno in veliko. Zdaj grem si pa kupiti en pulover, ker če ne bom zmrznil, ne. Tako da upam, da kje najdem, kaj je, odtle je neke vrste tržnica. Kar je tržnica, je vedno zanimiva. Ampak dober, jaz zdaj iščem pulover. Ampak je to ni tako majhen mest, tako da ne bo problem najdeti po mojem. Aha, tlele ne bo. Glejte, ko se tu prodajajo. Zanimivo. Evo, glejte, kaj da bi bil v Srbiji. Mesno, suho mesni izdelki. Tržnice so zmerno zanimive, za kaj posnet, sicer tam kaj hrana, ne tam kaj to. Tle bi pa morda jaz celo najdu kje, kakšen puloverček. Sam da je to, po drugo me čisto nič ne briga. Škoda, ker nisem tu prej mislil. Evo, tukaj sem najdel en puloverček in sem pri teli gospe kupil za... Thank you. In sem kupil za 8 evrov. Zdaj bo vprašanje, če bom jaz znal tole na svoj motorček ali od zadej namontirati tale ruzak, tako kot mi ga je včeraj majster fino. Bom probal, oziroma probal, bom mogel, ni druge. Uspelo je, nisem sicer tako dobro naredil kot karun majster, ampak čist dober, tako da zdaj pa gas. Drugače pa da vam povem, ker imam še ta puloverček, ki sem ga kupil, za 10 stopinj je bolj toplo. Tako da zdaj čist drugo. Tako da hvala Bogu. Upam sam, da že ne bo, ker dež pa vse pokvari. Pol tudi v prste zebe zaznoti. Neč gremo, zdaj imamo eno zanimivo stvar, hmal. Ljudje, kje mene vse zadene? Kje me vse zadene? Lejte, guma prazna. Se slabo pelem in nekaj čudno se to obnaša. Sem mislil, ajde, morda tukaj niha, ker sem slabo privezal. Pizda, pogledam guma. Zdaj sem pa še s tem jebal. O, jebem, pa še da začne padati. Lejte, nimam sreče, nimam sreče. Evo, sem najdel enega majstra, pa da vidimo, če bo zrihtal, pa zakup, pa koliko hiter. Evo, majster že dela. Da vidimo, koliko je tu zakomplicirano. Če se enostavno najbrž da ni, ali pa je, nikoli ne veš. Kdaj, ko vidim, kje ob cest koga, ki mu guma poč, si rečem, pa kako je revež med tukaj ljudmi, glih on mu to nesrečo. In evo, lejte, zdaj sem pa jaz en od teh.
Tlele je bilo siguren 2000 motoristov, vsak dan gre na tole pot, saj, mogoče 3 morda, pa tudi več, ne vem. In sem prepričan, da se ni noben drugno naredil, ki ne. Tako da danes imam pa jaz to srečo. Pušča guma smo najdel, mislim je najdu, tako da, ampak je zdaj pa še gleda, če noter kaj. Ja, majster to vsega vajen. Veste kaj, on tu že vse prešral fotlele. Še pa še. Svaka čast. Tole, če mi je dal normalno ceno, bom dal kar dober tringelt. Ale je najdu še nekaj. Lej ga mojstra. Aha, vidim. Ja, lejte eno sranje. Noter čistenko. Dober je majster. Majster ti samo zrihte. Vsaka čast, da sem te najdel. Čista zmaga, majster zrihtal v 15 minutah. Računal mi manj kot 3 evre. Pa je nov šlav dal. Jaz sem mu ji dal 5 evrov. Tako da sem mu hvaležen vsa čast. Zgleda je tle neki hud razgled, ki so vsi navalili. Tamle gor na streh, verjeten je še super. Ser verjeten moraš nekaj spiti, da greš gor. Jaz tu nimam cajt, ampak glejte, se res gleda tole pompozno. Tako da bom tamle malo naprej parkiral, pa pogledamo. Zdaj se pa vozim po makadamski cesti. Nobenega prometa. Je pa na trenutke malo sonček zasije, vam povem. Čist drug občutek. Čist drugi razgledi, tako da upam na čim boljše vreme. Poglejte, tle pa čist ob cest neka jama, sicer je zaprta, vidite gor bodečo nežo, bodečo žico, ampak bom šel pogledat, pač pa tudi zanimiva pokrajina, taka kamnita, super tole zgleda do zdaj. Nisi glih širok, tako kot jaz bi se dalo noter prevleči. Sam ne bom, ker na motorju dol imam tudi vse stvari, ne drugače pa, ja, po mojem, da je zanimiva, ne. Tele malo noč se prošetati, jaz sem šel, lejte, ka motorček sem tam dol pustil, pa vse stvari gor, tako da ne morem iti noter. Pa še kaj bi si raztrgal, pa bomo sranje. Iz ceste sem videl tole zanimivo pot, ki ima, lejte, to ljudje med vasmi in sem rekel, v bistvu šel probat. Pa bom tudi šel, hotel sem tudi tu posnet. Sem pizda nosilcem tamle noter, ful globoko, v Rozaku. Ne, ampak tu bo ful hud posnetek, če posnamem, tako da bom vse tole razmontiral, se mi ne da, pa da dobim ta nosilc. Zdaj sem šel mečkam po stranskih poteh in lejte, kako ljudje obdelajo čisto vsako flikco zemlje. Tam, kjer je kamen, pač ne morajo, drugače pa lejte, vse obdelano. Se pa povozim po takili oski cesti, vse snemam z GoProjem, tako da kam tu izseke naredil, bo vrhunsko zanimivo, boste videli, po kakšno sem se vozil.
takole pa moja nastanitev zgleda od znotraj. Glejte, fantastično. Tlele lepo posteljica in lepo gledaš, glejte, kakšen lep pogled imaš. Noro dober. Pa rečete, da tole ni super, no. Celo balkonček še je, sicer ne vem, če ga bom rabil, a je tle na tem koncu ni glih najboljši, ampak nima veze. Glejte, WC, kopalnica, majhna, enostavna, ampak tudi lepa. Glejte, to je to, važno je tole, tako da dajte v komentar napisati, kaj mislite, koliko me tole stane na noč brez zajtrka. Zdaj sem šel pa tukaj mečkam sadje kupiti, ker mi ful paše. Sicer zdaj bom šel jesti sadje, bom pol pojel. Mandarince imajo take lepe. Tako da, evo, tlele, pol pa še restauracijo najdem. Zakaj ponavadi ne jem mesa na potovanjih? Glejte, kaj ga takole prodajajo. Vse v bistvu ni nič tacga. In pol človeka mečken mine, ne. Joj, tole, kaj sem pa zdaj videl, mi pa ni bilo všeč. Dobro jutro. Tole pa je bil fantastična noč. Spal sem tako super. To je to, ker je to lesena hiška in definitivno človek v lesu bolj spi, vsaj jaz, no, če ne vsi. Pol je bilo pa, vidite, tle gor na vogalu je pač bila moja sobica, mislim, še zdaj nisem ključe dal. In pol imaš pogled semle na tole zeleno, temle odzad hribe, ne, in to je fantastično, fantastično. In sem zjutraj še malo poležaval, gledal, tamle so ljudje delali, nekaj vkopavali ali kaj. Sem jih opazoval, kako hitri so. Res delaven narod, tako da vsa čast. Tako da zdajle se pa odpeljem tlele malo naprej. En slab oziroma dva bi mogla biti pogledati, pa se pol vrnem, pa spokam. Zdaj najprej grem to zato, ker veste, pol dam ruzak gor in zdaj tam se ne upam pustiti ruzak, ker imam vse noter, se pravi vrednosti 3000 evrov sigurno, pustiti kar na motorju za 20 minut, tako da grem prej sem, pa stvari pustim še v sobi, potem se vrnem, spokam in grem naprej. Danes me pa tudi zanimiva pot čaka. Evo, sem vedel, da sem Garfota videl. Garfi, Garfo, lejte tudi ta Garfo zastop, tako kot moj. Garfič moj. Ja, travo ješ, ne? Ja, kako si lušen muc. Nič, zdaj pa gremo novim dogodivščinam naproti. Pot kar zanimiva. Temle dvema mojstram ni šlo, je mogla ženska doljet, pa sej logično. Glejte, kaj je vse razija. Drugač pa sonček, sonček, to sem čakal. Nor dan bo danes pred nam. Joj, super. Kaj je razlika sonce ali pa dež? Lahko je vrhunsko ali pa fej slabo. Zdaj mi je pa sam žal, ker nisem tega nosilca vzel, sem rekel, se ne bo nič posebenega, ker tlele bi bilo pa zanimivo snemati, ne. Ljudje bo šlo tlele, bo moglo jeti, ni druge. Zdaj sem motor parkiral, tamle malo nižji in zdaj grem do teh slapov. Zdaj na zemljevidu so trije. Nisem pa čisto prepričan, če mi bo vse tri uspelo najdeti. Bomo videli. Drugač pa res lepo se ne morem načuditi te naravi, ke sonce posije. To je ta prvi slap. Dober, ni glih revolucije. Sem pa na slikah videl, ne.
Sicer to je polet, kako se kopajo tle in to mora biti pa prav fino. Tukaj se mora biti pa siguren super kopati, ker je poletje vročina. Zdaj glih ne. Lejte, zanimivo. Wow. Sicer kele gor bomo pa... Lejte, človek se kopa. Ga vidite tam v zadju. Skočil je od gor. Po mojem, ker sem ga prej videl, enega tipa. Nisem pa mislil, da... A pa še tamle je še eden, ki se tudi nekaj pripravlja. Jaz bom sam rekel, vsaka čast tem. Ja, lejte, pa bo še en še noter zgleda, lejte ga. Da vidimo. Da ga vidimo. Dober je, vsaka čast. Prav, majster, da je mrzla, kar hiti ven. Tole bo zdaj pa še lepš zavedati, lejte, tale punca v rdečih kopalkah bo zgleda šla tudi skočit. Korajžna nekaj. 3, 2, 1. Lepot še ni konc. Poglejte to. Grem pa zdaj še naprej, tamle gor sem dva videl, je pot, malo višji bom šel, pridem mogoče še do to tretjega slapa. Tukaj se pa zgleda pot ustav, oziroma lejte, tle, ko ta fanta gre, mi maha, verjetno, da je še nekaj naprej, samo gledam po Googlu, ni to. Ni, tako da bom kar obrnil, ker imam pa ob 10 check out in moram ta prav cajt pridati nazaj. Imam občutek, da imam fejs velik problem. Motor so mi čisto zaparkirali, da ga nam ven dubu, tak občutek imam. Upam, da se motim. Hvala Bogu bo šlo ven, lejte. Sem se pa že ustrašil, da bo problem. Evo, motorček pripravljen. Vidim, da nisem glih na sred dal. Ja, nisem glih vajen. No, drugače pa tole je en kraj, iz katerega težko grem, ker mi je res všeč bil. Tale namestitev je top, pa še pa tudi kar sem videl je bilo dober, pa še hrana tam, ko sem jo, je bila odlična, tako da grem zdaj še enkrat pojest. Isto kot včeraj, kaj češ komplicirati. Še nekaj moram povedati. Ste videli tam pri slapu, ne? Na začetku je bilo super, nobene muske, sem ful dober posnel, pa ste pa videli posnetke brez muske, ali jih pa sploh niste videli, ne vem, kako se bo tu noter dalo. Povsod to musko nabijajo, tu mi gre tako na živce, pa razumem, da gre meni na živce zato, ker ne morem pol snemati. Ampak kljub temu vseeno mislim, da v naravo, tako kot tam ti slab, ne paše ta muska, ta nabijanje. Tam prideš, se malo usedeš, uživaš, opazuješ naravo, ne pa tam neka huda tehno muska nabija na polno. Dejte, živja. Živja. Evo, boste kaj povedali? Goodbye. Ja, no, če smo čisto iskreni, najbrž sem pa tudi že malo strpatečen ratov. Tako da, lejte, ne vem čisto točno, kaj je prav zdaj, ko malo razmislim. Dajte pa vi v komentar napisati. Sem jaz tečen pa star, ali muska res ne paše na take lepe kraje? So te videli, tu se bo začelo vam dogajati tudi tle, ko boste v hribe hodili. Slišim, da že eni tipi hodijo z zvočnikom, pa nabijajo na polno. To je grozno. Mene kdaj prime, da bi kje kakšen zvočnik odtrgal, pa ga
nekam po dolini za kotlov. Tle mislim tu, ne pri nas. Pri nas tu nisem še srečal, samo drugi so mi povedali, no, tako da jaz ne hodim tako hribe, da bi to vedel. Neč, zdaj gremo pa na, bomo rekli, zajtrk in kosiv obenem. Pridem jaz v ta lokal, ki sem včeraj bil in sem rekel, pa sem jaz tu narobe prišel, kaj? In vidim, majster polaga ploščice. No, pol sem šel do one prijazne punce in je povedala, da se lahko tudi tlele usedem in bom lepo tlele fino pojel od zunaj. Evo, imajo lep lokalček, širijo se ploščice. Here! Tako da super, fina atmosfera, vrhunsko. Človek glih tle ploščice nos in sem mu malo motor nastavil, tako da sem ga šel prestaviti. Imam zmeren spoštovanje do ljudi, ki delajo, tako da sem šel z veseljem ga umakniti. Evo, dobro. Tole je tako dobro ljudje v boje, da vam ne morem povedati. Tu kar ješ. Ko poješ te zamika, da bi še enega naročil, pa si rečeš, ne smem, ker moram majčkeno shujšati. Sem ga še natankal, sicer ni šlo veliko noter, liter pa pol, tukaj da ne bom imel skrbi s tem, ker tu mi zna pol dan pokvariti, tako da zdaj pa samo gas naprej. Poglejte tole pokrajino. To je noro lepo, ker je sonce, včeraj ga ni bilo, pa je seveda bilo slabše. Kaj pravite na tole, a? Tole pa je čudovito. Veste, da sem tle že včeraj bil. Snemal sem iz tamle dol, ki vidite, da so ljudje. Ampak ni bilo niti približno tako lepo, seveda, ker je bilo oblačno, ni bilo sonca. Evo, zdaj pa sonce, pa noro to. V glavnem toliko, da boste vedeli, zdaj se vračam, en manjši del poti grem po isti nazaj, potem pa nekje prečkam in danes se potem moja pot konča s tem motorčkom. 3 dni sem imel. Poglejte ljudje, takole je pa, če greš z agencijo, da ne greš sam tako. Čička ti materina, te sprfuken ali koga ti je, da ti jebe materinu se po spisku. Čička materna gleda okoli. Vidite, takole, če greš z agencijo, tle so se ustavili, zato ker grejo jest, ne. In vidite, ješ takole v takeli gužvi, se nimaš še kam usest. In to tudi sem prepričan, da ni tako dober, kakor je bilo tam, ko sem šel jaz. Ti lepo zate pripravijo, pa je čist drugo. Sem pa zdaj kar šokiran, tale budala bi se vame zaletela. Veste, kako bi tu na koncu bilo, ja. Še celo jaz bi bil kriv. Kakšna policija prišla, kdo se bo kaj z meno. Snemal sem, bi rekel, če nisi snemal, bi lahko potrobil. Ja, lejte, šale je bila kar nevarna. Zdaj smo prišli do enega slapa. Z druge strani bo bolj slika, ker je drugače sonce. Sam predvidevam, da tle muska na polno nabija. Sranje sem naredil. Nisem ga lahko bi ga. Tole tačko sem pozabil grdeti. To je pa nevarno. Kostu mater. Prispel nazaj v Hanjin, v isti hotel, ki sem že bil. Tle sem si tudi motor sposodil. Dali so mi majčkeno manjšo sobico, kot prejšnjič. Me je vprašala ona, če je okej. Sem rekel okej. In tale je bila pa še cenejša. Tale je z zajtrkom okoli 14 evrov. Pa tudi zato je najbrž cenej, ker nisem šel prek Bookinga, ne.
Evo, WC, kopalnica, čist ok za moje zahteve, tako da super, super, super. No, zdajle pa malo pobrit se, stuširat, pa imam pa ful dela. Iz videi par stvari moram narediti. Urediti si moram karto avtobusno za jutri, ko grem naprej. V glavnem, ogromno dela me čaka. Čist nič ne bom počival ali pa v luft gledal.